15. oktober je mednarodni dan bele palice, obeležuje se tudi na Gorenjskem. Na kak način? Na Gorenjskem imamo obeležili na način, da izvedemo pohod po krajevni skupnosti bratov Smuk in delno po Primskem in opozorimo na ovire, ki ovirajo slepe in slabovidne v vsakdanjem življenju. 69. leto že teče, tudi kako deluje vaše društvo? Ja, naše društvo deluje že 69 let, 60 let se približno ukvarja s socialnimi programi in zdaj izvaja 6 programov, ki olajšujejo življenje slepim in slabovidnim na Gorenjskem. V vseh letih bi lahko rekli, da se je kaj spremenilo? Ja, mislim, stvari se spreminjajo počasi, ampak lahko rečemo, da grejo na bolje. Kako je v vaši krajevni skupnosti poskrbljeno za slepe in slabovidne? Moram reči, da smo v zadnjem času, predvsem v zadnjih 2 letih, kar nekaj stvari poskrbeli za slepe in slabovidne. Mislim, da je ena bistvenih stvari, da smo opremljali prehode, križišča na teh tipkalih, kjer pritisneš, da počakaš, da zmanjšaš hitrost, smo jih opremili z takim tablicam, kjer je gor vgravirana shema križišča, ampak za slepe, tako da so vrezani noter. To se mi zdi, da je dosti pomemben tak faktor, da se poleg tega, da so zvočni signali, je pa vsak slepi pošljata in ved shemo križišča, s katere strani gre in kdaj lahko gre naprej. Vendar v naravi vidimo, da je še mnogo ovir. To pa sigurno. Predvsem ena huda zadeva se mi zdi promet kolesarski. Kolesarji imajo svoj pas ob pločniku, ampak 95% se jih vozi po pločniku. To pa predvsem za slepega in slabovidnega ni prav fajn. Razumem, recimo, da se peljejo otroci ta-mali po pločniku, ampak da se jih pelje pa cela družina, 5-6 starši vred. To je pa včasih majhen huda. Predvsem je pa nevaren to za slepe in slabovidne. Danes se udeležujete tega pohoda ob mednarodnem dnevu bele palice, torej tudi v vaši krajevni skupnosti se trudite pomagati temu društvu? Tako je, res. Že več let sodelujemo in včasih s finančnimi sredstvi, včasih pa s drugimi akcijami poskušamo pomagati. Za slepe in slabovidne skrbimo tudi na mestni občini Kranj. Želimo jim kar najboljše pomagati, da bi najlažje preživeli svoje bivanje, življenje in tako naprej. Vem, da smo se že pogovarjali preko teh semaforjev, da jim pomagamo s temi tipkami. Vem, da se pogovarjamo tudi na neke betonske ovire, ki jih je potrebno odstraniti in napraviti te zapornice. Sedaj največ možnosti pa imamo sedaj, ko bo CTN, ko bomo lahko prenavljali planino in se bomo tudi ozirali na to, da pomagamo slepim in slabovidnim.